primer je inštrument, zato tudi zdaj igram, pa nisem hotela nehati to spustiti na japonskem. Pa drug primer pa študije oziroma ta jezikoslovje v mojem primeru. Ravno zaradi tega je raziskovanje jezika oziroma govora tako nujno pa tesno tudi povezano z glasbo, ki je pa na nek način to, kar proizvaja čustva. Torej, kar zadeva moje otroštvo, sem bila toliko raziskovalke, kakor so pač raziskovalci vsi otroci. Zelo radoveden otrok, zelo rada sem brala. Brati sem se naučil zelo zgodaj, mislim, na 4 letih. Pa še sem hotela, pa še te literature sem hotela brati, pa še druge stvari, pa ni konca. Težko si predstavljam, da bi raziskovala nekaj, kjer ne bi videla neposrednega učinka v praksi. Kot raziskovalec človek mora znati poiskati stvari, ki mu bojo prinesle, povedale, dopovedale tisto, kar ga zanima. Takrat, ko jaz nekaj najdem, pa to je wow, ne? To je taka bomba zame, pa hočem vsem povedati, kar sem našla. Ko raziskujemo jezike, raziskujemo tudi to, kako jih uporabljamo. Kako jezik prispeva k temu, da mi lahko živimo z drugimi ljudmi. Raziskovalci nekaj vedno odkrijejo, pa ne? In to ne samo pri sebi to obdružiš, ampak da je treba to pokazati. Ne? Moje pedagoško in raziskovalno delo na videz ni povezano z mojim prostočasnim hobijem, to je pisanjem za otroke in mladino. Ko bom velik, bom gasil. Z gasilskim vozom smelo na kraj požara bom drvel, če kje bo zagorelo. A je že v redu? A z računalnikom je v redu? Zdaj še z računalnikom. A ja, še, no to pa še preko. A spet predolgo, ne, nisem delal. Skratka, še enkrat. Ja, ok. Moje področje, ok. Prosim, da gre vse to ven. Te neumnosti. Ja, ok. Kako izgleda to?